Spoštovane gledalke in gledalci, lep pozdrav iz športne dvorane Tivoli v Ljubljani, kjer manjka še minuta, 2 ali 3 do pričetka odločilnega srečanja za svetovno prvenstvo na 6. svetovnem prvenstvu med košarkarji Združenih držav Amerike in Jugoslavije. Tivolska dvorana je danes seveda nabita do zadnjega kotička, če računamo gledalce s plačanimi vstopnicami in seveda vse tiste s tako imenovanimi prostimi, potem je najbrž danes v dvorani več kot 9000 gledalcev. Predstavljanje obeh reprezentanc, ki bosta seveda nastopili, kot je to pri košarkarjih običaj, v standardnih postavah. Če še ne veste dveh dosedanjih današnjih rezultatov, naj jih povem sedajle. Brazilija, Urugvaj 86-81, polčas 43-35 in pa Sovjetska zveza Italija 62-58, polčas 28-22. Torej, nobenega presenečenja v prvih dveh tekmah in tretje srečanje današnjega dne, srečanje med Jugoslavijo in ZDA, lahko že odloča dokončno o svetovnem prvaku, seveda samo v primeru, če zmaga Jugoslavija. O ostalih kombinacijah sedajle ne toliko, lahko rečemo tudi, da ima Jugoslavija še vedno teoretično možnost, da osvoji prvo mesto, tudi če današnje srečanje izgubi. Srečanje med Jugoslavijo in Združenimi državami Amerike bosta sodila madžarski sodnik Ervin Kašaj in pa urugvajski sodnik David Bensusad. Izmenjava zastavic in značk med obema reprezentancama, no in tu sedaj vidimo oba sodnika, Bensusan in Kašaj. Dvorana se je polnila že pol ure pred tekmo in sedaj že pol ure pravzaprav tako razpoloženje gledalcev, ki nekako zahtevajo jugoslovansko zmago in našo zlato medaljo na tem svetovnem prvenstvu. Srečanje med ZDA in Jugoslavijo bo 8. srečanje teh dveh reprezentanc, če računamo svetovna prvenstva in olimpijske igre. Naša bilanca izrazito negativna, 2 zmagi in 5 porazov. Obe reprezentanci sedaj pripravljata prvi peterki, Ranko Žeravica in ameriški trener Hal Fisher. Gledalci so tudi tokrat opremljeni z zastavami, transparenti in vsemi vrstami glasbil, ki naj bi pomagali pri spodbujanju Jugoslovanov. Pri Jugoslaviji že vidimo, da so se slekli Skansi s številko 15, Plečaš s številko 13, potem Tvrdič s številko 4, ostalih dveh trenutno še ne vidim. Pri Amerikancih je tu že Silliman, je tu Washington, no in zopet takle lep total s prepolno tivolsko dvorano, ki napeto pričakuje sodnikov žvižg in prvo sodnikovo žogo za začetek tega odločilnega srečanja. Jugoslavija torej začenja s postavo Tvrdič, Ćosić, Šolman, Plečaš in Skansi. Hillman in Ćosić skačeta. Prva žoga v korist ameriške reprezentance, to je Washington, na drugo stran številke 6 Brodyju. Brody, Silliman, Washington, Smith in Hillman, to je prva peterka Združenih držav Amerike. Silliman. Prvi poskus in prvi zgrešen met. Še enkrat možnost za Ameriko in Jugoslavija. Tvrdič. Ćosić. Tvrdič. Šolman. To je seveda osebna napaka. Prva osebna napaka v prvi minuti igre. Osebno napako je napravil, mislim, da številka 15, to je Hillman, to je ameriški tekmovalec z najboljšim odrivom. V višino skače 214 cm, 43 sekund, Šolman 2 prosta meta. 1-0 za Jugoslavijo. Jugoslavijo.
v prvi minuti srečanja. Brody. Hillman. Hillman z polovične razdalje zgrešil. Tvrdič. Plečaš. Tvrdič ni uspel, še enkrat ima žogo. Čosič. To je priložnost, vendar Hillman je pobral žogo pod košem. Brody. To je bila velika možnost in seveda osebna napaka. Nad Smithom napravljena osebna napaka. Skansi je prvi, ki je dobil osebno napako pri naših. Visoki Smith ima na voljo 2 prosta meta. Še nobenega koša iz igre, minuta in 15. 2-1. Garfield Smith, še ena priložnost. 2-1 ostaja Jugoslavija s Plečašem. Tvrdič. Smith je pobral žogo. Brody. Hillman. Washington. Zgrešil. In Hillman poskuša, Hillman zadede. 3-2. To je bil istočasno tudi prvi koš iz igre. Čosič. Skansi. Prvi koš Skansija in Jugoslavija vodi 4-3 v 3. minuti. Pričela se je že 3. minuta srečanja. Brody. Hillman. Brody. Ni zadev. Smith. Izgubil je žogo. Ne, to je vendar osebna napaka. Osebna napaka Šolmana. Prva Šolmanova osebna napaka. 2 prosta meta, zopet Garfield Smith. 208 cm visoki ameriški igralec, ki se doslej pri osebnih metih v drugih srečanjih ni posebej izkazal, njegov izkoristek 54%. Danes je mnogo bolj zanesljiv. 4-4. Plečaš. Čosič. Šolman. Smith. Brody. Hillman. 6-4 za ZDA. Prvi Hillmanov koš. Tvrdič. Plečaš. Šolman. Čosič. In zopet Garfield Smith pod ameriškim košem. Washington. Pričela se je že 4. minuta v prvem polčasu. Hillman. Srečanje zaustavljeno. Osebna napaka. Plečaš. Prva Plečaševa osebna napaka. Jugoslavani doslej 3 osebne napake, Amerikanci 1. Čeprav ni zapisana na semaforu. Hillman. 8-4. Hillmanov drugi koš iz igre. Tvrdič. Plečaš. Šolman. Skansi. Osebna napaka Hillman. Druga Hillmanova osebna napaka. Skansi, 2 prosta meta pri rezultatu 8-4, 3 minute in 30 sekund igre prvega polčasa. (8-5). In 8-6. Skansi doslej najuspešnejši Jugoslavan s 4 točkami. Brody. Smith. Žoga za Jugoslavijo, to je odlična priložnost.
Ne, srečanje je zaustavljeno bilo že predtem. Osebna napaka. Brody je napadil osebno napako v napadu. Tvrdič. Šolman. Čosić. Osebna napaka Čosića v napadu. Washington Brody. 8-6. Hillman. Brody. Washington. Silliman. Silliman zadene. Silliman najnevarnejši strelec Amerike. 10-6 v 5. minuti prvega polčasa. Čosić. Lečaš, Tvrdič. Tvrdič, daleč. Odlično. Prvi Tvrdičev koš. 10-8, še vse v 5. minuti igre. Brody. Washington. Hillman. Ne. Čosić. Klečaš. To je osebna napaka Hillmana. Tretja osebna napaka. Mislim, da je to najnevarnejši ameriški igralec. Torej, tu se stvar za naše razvija za sedaj ugodno. Že 3 osebne napake Hillmana. 2 prosta meta Klečaš. Klečaš doslej še ni dosegel koša na tej tekmi. Jugoslovani so v povprečku mnogo manjši od Amerikancev. Amerikanci točno 2 metra, Jugoslovani 196,7. Prva točka Plečaša in rezultat je 10-9 v 5. minuti prvega polčasa. Plečaš še en prosti met. Izenačenje. 10-10. Brody. Še nobene menjave v obeh ekipah. Silliman. Brody. Točno v roke Plečašu. Toda napad je nekoliko prepočasen. Čosić. Tvrdič. Plečaš. Najboljši strelec našega prvenstva. Škoda, ni zadev. Skansi. Priložnost Skansija, toda žoga za Sillimana. 2 Amerikanca, nobenega našega v obrambi. No, in to je res sreča. To je bila sreča v tem primeru. Tvrdič. Skansi. Plečaš. Skansi. Ne. Amerikanci so medtem menjali. McDonald je na igrišču. Ne igra Hillman. McDonald se je prvič zapisal v listo strelcev. Rezultat je 12-10 za ZDA ob koncu 6. minute v prvem polčasu. Tvrdič. Skansi. Plečaš. Čosić. Ne. Osebna napaka McDonalda. Prva osebna napaka McDonald. Igra se nadaljuje iz avta, to je Šolman. Plečaš. Skansi. Ne, škoda. McDonald, Washington. Garfield Smith. In žoga za naše. Šolman. Daleč, škoda. Ali bo šlo? Ne. To bi bila priložnost za izenačenje. Brody. Silliman. Tudi tokrat je zadev. 8 točk Sillimana. Najnevarnejši je v tekmi proti Jugoslaviji. 14-10. 7. minuta. Tvrdič. Šolman. Tvrdič. Plečaš. Skansi. Čosić. Ne. Osebna napaka. Smith. Prva Smithova osebna napaka. 2 prosta meta. Krešo Čosić. Danes še ni zadev nasprotnikovega koša.
10 je rezultat. 14-11. Čosićev 80. zadetek oziroma 80. točka. Smith in Silliman 14-11. Brody. Smith. Brody. Washington. Washington, prvi koš iz igre, 16-11. Klečaš. Izgubil je žogo proti Brodyju in napravil še osebno napako. Klečaš, druga osebna napaka. Takole ne bo veljalo izgubljati žog. To nam sicer lahko po dokaj hitrem postopku prinese poraz. Žeravica, prvi time-out. V tem trenutku so Jugoslavani res nekoliko potrebni nekaterih navodil, ne igrajo dovolj mirno, zbrano in precizno. 16-11, Silliman 8 košev pri Jugoslovanih, najboljši strelec doslej Scansi s 4 točkami. Jugoslavija igra še vedno s prvo peterko. Pri Amerikancih doslej le ena menjava. Helmena je namreč zamenjal McDonald, številka 13. Igra se nadaljuje iz avta in sicer Amerikanci začenjajo napad. Med Susan, žogo Brodyju. Washington. McDonald. Washington. Scansi, Tvrdič. Tudi tokrat ni zadev in zopet Silliman pod košem. Klečaš. Silliman, prva osebna napaka. Koš ne velja. Klečaš, dva prosta meta. Klečaš je doslej dosegel 2 točki za Jugoslavijo. 16-11 v 8 minuti. Tu smo videli ponovitev, žal Čosićev lep poseg v igro ni prinesel točke. 16-12. Štiri točke Klečaša in 16-13. 8 minuta. Brody. McDonald. Brody. Smith. Brody teče po žogo. 9. minuta se je pričela. McDonald, ne, to je bil. To je začetek zopet iz avta. Osebna napaka Tvrdiča. Sodnika sta dosodila Tvrdiču prvo osebno napako. McDonald. Out v korist Jugoslavije. Klečaš. Čosić. Ne. Tudi Šolman ni dobil te žoge. Še ena priložnost Šolman. Tvrdič. Klečaš. Scansi. In koš. Čosić, prvi koš iz igre. 3 točke je doslej dosegel. 16-15. 9. minuta. Brody vodi žogo. McDonald. McDonald. 4 točke, 18-15. Tvrdič. Klečaš. Tvrdič. Scansi. Scansi. 6 točk, 18-17. Brody. McDonald. Brody, Washington, McDonald, Brody, ne, sreči ne, Čosić. To je osebna napaka Brodyja. Brody, druga osebna napaka. 2 prosta meta, Krešimir Čosić.
še napravijo sedaj le drugo osebno napako. 18-17 je rezultat v korist ZDA. Ne? Toda tudi Smith ne. Ne Brody, ne Smith. Silliman. McDonald. Tudi tokrat ne, vendar prej osebna napaka. Čosić, druga osebna napaka. 10. minuta igre. Koš prednosti, točka prednosti Združenih držav Amerike. Silliman bo začel z avta. Brody, Silliman. Smith tudi tokrat ni zadev. Sodnika nista ničesar dosodila. In sedaj osebna napaka. Washingtonova prva osebna napaka. Plečaš. Koraki. Washington začenja iz avta. Brody. 11. minuta. 18-17. Brody. Silliman. Out v korist ZDA. Ne, to je tudi osebna napaka Tvrdiča. Ratko Tvrdič, tretja osebna napaka. Žoga seveda za Amerikance. Namesto Tvrdiča je sedaj pri Jugoslaviji vstopil v igro številko 5 Simonović. Tvrdič ima 3 osebne napake in 2 točke dosegel za Jugoslavijo. McDonald, ne. Čosić. Skansi. Simonović. Plečaš. Simonović. O, škoda, kako izgubljena žoga. Silliman. Washington, Silliman, koš. 10 točk Sillimana, 20-17 v 11. minuti. Plečaš. Simonović. Čosić. Plečaš. Plečaševa 6. točka, 20-19. 12. minuta se je pričela v prvem polčasu. Washington. Silliman. Brody. Out. Samo out v korist ZDA. Najboljša strelca za Jugoslavijo doslej Plečaš in Skansi po 6 točk. Pri ZDA Silliman 10 točk. Smith, Silliman, tokrat ni zadev. Čosić je pobral pod našim košem in osebna napaka Skansija. Ne, Šolman. Druga osebna napaka Šolman. 2 prosta meta. Silliman, doslej najuspešnejši strelec te tekme. 21-19. 201 cm visoki Silliman, udeleženec olimpijskih iger v Mehiki, najboljši strelec tekme. Zopet 2 točki, 22-19. Simonović, Plečaš. Čosić. Ni uspel, vendar še ima žogo. Čosić še ni uspel. Out. Videti je bilo tudi kot precej hud prekršek, vendar sodnika sodita samo out. Simonović. Šolman, osebna napaka. Garfield Smith, druga osebna napaka. Smith je trenutno najvišji ameriški igralec na igrišču. Simonović. Čosić. Zopet po nepotrebnem izgubljena žoga, toda sodnika sta dosodila ameriški dotik. Še en out v korist Jugoslavije. Simonović. Plečaš. Silliman je izbil žogo. Toda tudi on izgubil. 22-19 ostaja v 12. minuti prvega polčasa. Čosić. Simonović. Ne.
Šolman. Plečaš. Smith je pobral. Brody. Washington. To je osebna napaka, seveda. Simonovič, osebna napaka, prva. Ocenjena kot namerna osebna napaka, torej z izvajanjem prostih metov. 13. minuta, rezultat pa 22:19 za ZDA. Washington bo metal dvakrat. Washington doslej 2 točki. 23:19 in 24:19. 4 točke Washingtona. Simonovič. Šolman. Zopet izgubljena žoga zaradi nepazljivosti. Brody. McDonald. Simonovič, Čosič. Šolman. 4 točke je dosegel in zmanjšal na 24:21 v 13. minuti prvega polčasa. Brody. Washington. McDonald. Washington. McDonald. Osebna napaka, Čosič. Tretja osebna napaka, Čosiču. Minuta igre, 3 točke prednosti Amerikancev in še 2 možnosti McDonalda. Doslej je dosegel 4 točke. V Jugoslaviji bo prišlo do menjave. Vstopil je številko 14 Čermak. Vstopil je prav tako številko 7 Rajkovič. Iz igre pa Čosič in Šolman. Rajkovič in Čermak danes prvič na igrišču. 2 prosta meta McDonalda. Ni zadev in naša žoga. Simonovič. Plečaš. Osebno napako je napravil McDonald. McDonaldova druga osebna napaka. Še vedno 14. minuta. Plečaš ima na voljo 2 prosta meta. 6 točk doslej za Jugoslavijo v tej tekmi. 24:22. 8 točk, najboljši strelec je Plečaš. 24:23. McDonald. Brody. McDonald. Brody. McDonald. Osebna napaka, koš ne velja. Osebno napako napadu je napravil McDonald. Tretja osebna napaka. Jugoslavija ima priložnost, da preide v vodstvo. Out za Jugoslavijo. Simonovič. Plečaš. Čermak. Plečaš. Skansi. Seliman, osebna napaka, druga osebna napaka ameriškega kapetana. Čermak. Skansi. Rajkovič. Ne. Washington. 15. minuta se je pričela v prvem polčasu. 24:23 za ZDA. Simonovič, Plečaš.
Jugoslavija v vodstvu, 25-24, 10 točk Klečaša. Brody. Nepazljivost. Toda zopet sreča za Jugoslavijo. Priložnost, da povečamo vodstvo. Klečaš. Timeout. Igra je prekinjena. Timeout. Jugoslavija vodi 25-24. Preteklo pa je 14 minut in 29 sekund prvega dela igre. To je timeout na zahtevo ameriškega trenerja Paula Fischerja. Jugoslovani so metali na koš takole. Klečaš 10, Skansi 6, Šolman 4, Čosić 3, Tvrdić 2 točki. Amerikanci Siliman 12, Washington in McDonald po 4, Smith in Hillman po 2. Simonović, Klečaš, Čermak, Klečaš, Čermak, Čermakov prvi koš in Jugoslavija vodi 27-24. Brody, McDonald, Brody, McDonald, Smith, Brody, Siliman. Ne. Čermak si je priboril žogo. Igra je medtem ustavljena. Osebna napaka v napadu Smitha. Tretja osebna napaka Smitha. Po 3 osebne napake pri ZDA McDonald, Smith in Hillman. Klečaš, Čermak, Skansi, Siliman, Brody, Siliman, Siliman, tudi tokrat je zadev. 14 točk Silimana, Jugoslavija vodi 27-26 v 16. minuti prvega polčasa. Klečaš, Simonović, Klečaš, Čermak, Simonović, Čermak, igra prek koš velja, ne, koš ne velja, najprej. Ni jasno sedaj, kaj je dosojeno. Najprej znak, da koš velja, potem znak, da koš ne velja, sedaj na semaforu 29-26. Torej, koš velja, pri Američanih menjava. Na igrišču vidimo Volfa, številko 8. Prav tako vidimo tudi Izaka, številko 12. Osebno napako pa so pri Američanih tudi dosodili Silimanu. To je bila njegova tretja osebna napaka. Washington. Wolf je dosegel prvo točko. Še ena menjava pri ZDA. Siliman je sedaj zapustil igrišče. Prišel pa je še Williams, številko 10. Sedaj igrasta dva italijanska Američana, Williams in Izak v moštvu ZDA. Sicer igrasta za Onesta in Fides. Simonović, Skansi, 8 točk, 31-28 v 17. minuti prvega dela igre. Washington.
Izak. Wolf. Williams. Čermak. Simonović. Čermak. Skansi. Out v korist Jugoslavije. Koncu gre že 17. minuta, 3 točke prednosti Jugoslavije, 31-28. Skansi, Rajković. V protinapadu je Wolf. To je sedaj tu Izak, Williams, McDonald, Williams. Skansi, Rajković. Koš Rajković. Prvi koš Rajkovića, 33-28 v 18. minuti. Wolf, osebna napaka. Plečaševa, osebna napaka, tretja. To je tretji Jugoslavan s 3. Tvrdić, Čosić in Plečaš po 3 osebne napake. Koš Williamsa. Prvi zadetek, 33-30 v 18. minuti. Čermak, Plečaš. Plečaš. Prosto pot ima. Škoda. Še ena priložnost. Skansi. Osebno napako je napravil ameriški številka 12. Izak. Menjave pri Jugoslovanih. Ivo Danev se pripravlja. Številka 10 Jugoslavije. Kapetan našega moštva, ki je pravkar zamenjal Plečaša. Številko 13. Tudi pri Amerikancih Washington iz igre v igro zopet Brody. 33-30, 17 minut, 45 sekund, žoga za Jugoslavane. Simonović. Danev. Čermak. Danev. Simonović. Čermak. Danev. Čermak. To je osebna napaka. 3 osebne napake Brodyja. 5. Amerikanec s 3 osebnimi napakami. Vsi najboljši Amerikanci imajo že po 3 osebne. 19. minuta se je pričela. Danev. Osebna napaka številka 12. Izak. Druga. Danev. Čermak. Skansi. Skansi, 10 točk Skansija in 35-30 v 19. minuti. Plečaš in Skansi po 10 točk za Jugoslavijo. Brody. Izak. Ne zadene. Tu je Wolf. Pal McDonald. Wolf. McDonald. Še ena priložnost in igra je prekinjena. Osebna napaka naše številke 14, Čermaka, prva. Ne, druga osebna napaka, oprostite, Čermakova, druga osebna napaka. Zopet menjava pri Amerikancih Hillman v igri. Iz igre je šel Izak. Neprecizna igra Amerikancev, na našo srečo seveda bomo rekli, in zopet Danev, Rajković. Danev. Še dobra minuta do konca prvega polčasa, škoda je te žoge Hillman. McDonald. Wolf. Brody. Dobro pokrit, McDonald. Brody. McDonald zopet meče. McDonald. 6 točk, 35-32 v zadnji minuti prvega dela igre. Danev. Čermak, Rajković. Danev. Čermak. Ne. Wolf. Out, v korist ZDA.
Minuta odmora. Kdo jo je zahteval? Devetnajst minut in 36 sekund igre v prvem polčasu. Jugoslavija vodi 35-32. Time out na zahtevo Ranka Žeravice, trenerja Jugoslavije. Sekund še do konca prvega polčasa. Plavi pa vodijo s 3 točkami prednosti. Jugoslavija danes nastopa v popolnoma modrih dresih, Amerikanci pa so povsem beli. Brody. McDonald. Brody. Hillman. Še 5 sekund do konca prvega polčasa. Wolf. Ne. Za naše seveda ni več časa. Konec prvega dela igre. Rezultat pa je Jugoslavija 35, ZDA 32. Po veliki borbi in po skoraj ves čas vodstvu Amerikancev Jugoslovani s 3 točkami v prednosti. Strelci za Jugoslavijo v prvem polčasu. Plečaš in Skansi po 10, Čermak 4, Šolman 4, Čosić 3, Rajković in Tvrdić po 2. Amerikanci Silliman 14, McDonald 6, Washington 4, Wolf 2, Williams 2, Smith 2 in Hillman 2. Spoštovane gledalke in gledalci, na svidenje ob začetku drugega dela srečanja Jugoslavija ZDA v športni dvorani Tivoli v Ljubljani. Drugi del srečanja med Jugoslavijo in ZDA se je že pričel. Jugoslovani so že povečali vodstvo na 37-32. Strelec je bil Čosić. Torej prva minuta nadaljevanja, Jugoslavija vodi proti ZDA 37-32. Za Jugoslavijo igrajo Tvrdić, Simonović, Čosić, Čermak in Skansi. Za ZDA Brody, Silliman, Washington, Smith in Hillman. Za naše je ta žoga Simonović, Čermak, Simonović, prvi zadetek iz igre in 39-32, doslej največja prednost Jugoslovanov v drugi minuti nadaljevanja. Hillman, Brody, Washington, šesta točka, 39-34, Skansi, Tvrdić, Simonović, Tvrdić, Čosić, Čermak ni zadev, Brody v protinapadu, Silliman, to je osebna napaka, seveda, osebna napaka Tvrdića, četrta osebna napaka Tvrdića. Tvrdić je sedaj edini igralec v obeh moštvih s 4 osebnimi napakami. Čeprav je Tvrdić dvignil roke, ne, napaka je dosojena Simonoviću, torej naši petici. 2 osebni napaki Simonović.
Še vedno druga minuta in 39-34. Washington, Hillman. Hillman. Ni zadev. Scansi, Tvrdič. Simonovič. Tvrdič. Scansi. Osebna napaka Simonovič. Tretja osebna napaka Simonoviča v napadu. Žoga za Amerikance v tretji minuti in ob 5 točkah prednosti Jugoslavije. Washington Brodiju. Hillman. Brody. Hillman. Brody. Brody. Scansi je pobral pred Smithom. Čermak. Simonovič. Čermak. Tvrdič. Čermak. Tvrdič. Simonovič. Čosič. Ni šlo in Scansi ima žogo. Scansi, koš. 12 točk Scansija, najuspešnejši jugoslovanski strelec, 12 točk in 41-34 v četrti minuti nadaljevanja igre. Hillman. Osebna napaka Tvrdič. Četrta osebna napaka Tvrdiča. Dva prosta meta ima na voljo ameriški igralec Darnell Hillman. Doslej samo 2 točki. Še nikoli ni tako slabo metal na koš kot v tekmi proti Jugoslaviji. Mnogi so bili pripravljeni proglasiti Hillmana že pred zadnjimi tekmami za najboljšega košarkarja tega svetovnega prvenstva. Ali bo to tudi še po tekmi proti Jugoslaviji? Rezultat je 41-35 v četrti minuti igre. Čermak. Tvrdič. Čosič. Čermak ni dobil žoge, žoga od noge, vendar Tvrdič pobira. Scansi. Čosič. Čermak. Osebna napaka številka 14 Smitha. Četrta osebna napaka. Smith je tako ameriški igralec z največ osebnimi napakami. 2 prosta meta, naša 14-tica. Čermak, doslej 4 točke. Še vedno četrta minuta drugega polčasa. Peta točka, 42-35. Smith s 4 osebnimi napakami je zapustil igrišče, na igrišču je sedaj Williams številka 10. Čermak še en prosti met. Hillman do Brodija. Hillman. 5 točk. 42-37. Še vedno četrta minuta. Tvrdič. Simonovič. Out v korist Jugoslavije. Pričela se je 5. minuta. Simonovič. Čermak. Simonovič. Tvrdič. Čosič. Koš. 7 točk Čosiča. 44-37, zopet 7 točk plus. Brody, Hillman. Brody. Osebna napaka Čosič. Četrta osebna napaka Čosiča. Poleg Tvrdiča torej še Čosič 4. 5. minuta drugega polčasa. 44-37. Hillman. Ne. Simonovič.
Tvrdič. Ćosić. Koš. 9 točk Ćosića. 46-37 plus 9. Doslej najvišje vodstvo. Brody. Silliman. Jugoslovani protestirajo proti tem košu. Koš vendar po znaku sodnika velja. 46-39, Hillman 7. točka. 6. minuta. In še Scansiju osebna napaka. Tvrdič, Čermak. Scansi. Čudna odločitev sodnikov. Kaj sta dosodila? Gledalci so seveda razburjeni, na igrišče letijo razni predmeti, kovanci, potem delci zastavic, ki so jih delili pred tekmo. To seveda ni pametno, kajti lahko pride do posredovanja uradnih oseb FIBE, do prekinitve tekme ali pa celo do kaj hujšega. Čeprav se sodnika motita, namerno ali nenamerno, seveda ne velja tako reagirati. 6. minuta nadaljevanja, 46-39, dosojena pa je bila, ne vem, ali mrtva žoga ali pa obojestranska osebna napaka. Kaže, da ni bilo osebnih napak, torej samo sodniški met. Sodniška žoga v bližini koša Amerikancev. Menjava pri ZDA. V igro visoki Izak. Jugoslovani nadaljujejo v isti sestavi. Še vedno neke nejasnosti pri menjavi. Izak še ni mogel v igro in sedi na klopi in čaka na menjavo. Nesporazumi pri zapisnikarski mizi, s delegatom, sodnikom. Kašaj pa mirno stoji, da bi vrgel žogo med Scansija in, kot kaže, Sillimana. Še vedno 46-39. Tudi Žeravica je sedaj pri zapisnikarski mizi. Kaj se bo torej izcimilo iz tega nesporazuma? Mislim, da imajo na koncu vedno sodniki prav, torej nima posebnega pomena preostro reagirati tudi ob napačnih odločitvah sodnikov. Scansi in Silliman. Scansi do Ćosića. Čermak. Tvrdič. Simonović. Scansi. Ćosić. Še enkrat Ćosić. Osebna napaka Washington. Druga osebna napaka Washingtona. Naši so zahtevali, da koš velja. 46-39 v 6. minuti drugega polčasa. Nadaljevanje strani igrišča. Simonović bo začel akcijo. Tvrdič. Ćosić. Komu? To je bila podaja v prazno, mimo Čermaka. Škoda je take žoge, kajti Amerikanci verjetno ne bodo tako nespretni v svojem napadu. Washington pričenja. Brody. Hillman. Brody. Washington. To je 8. točka Washingtona. In rezultat je 46-41, 7. minuta nadaljevanja. Tvrdič, Ćosić. Osebno napako je napravil številka 10, to je Williams.
Prva osebna napaka temnopoltega ameriškega igralca. 2 prosta meta, Krešo Ćosić. Ćosić doslej 9 točk, skupno jih je sedaj dosegel 88 in ta je 89. Še vedno je drugi na listi strelcev, vendar bo najbrž v tej tekmi prehitel Zideka, ki ima 92 točk. Oseminštirideset, 41, zopet 7. Washington, Izak, Hillman odbija, Ćosić, 5. osebna napaka. Ćosić, žal 5. osebna napaka v 7. minuti drugega polčasa. 11 točk je dosegel v tej tekmi, skupaj ima torej 90 točk, 2 manj kot Zidek. S 5 osebnimi napakami je torej Krešo Ćosić, najboljši jugoslovanski strelec na tem prvenstvu, moral z igrišča. 48-41 je rezultat. Na igrišče je sedaj prišel na mesto Ćosića Rajković. Gledalci so bili ob 5. osebni napaki Ćosića zopet nedisciplinirani. Na tivoljski parket je priletela celo steklenica. Mislim, da je to zelo neodgovorno, ne glede na sodniške odločitve. 7. minuta igre, 48-41. Srečanje je še vedno prekinjeno. Ćosić je šel z igrišča s 5 osebnimi napakami in 11 koši. 90 jih ima sedaj pred zadnjo jutrišnjo tekmo. Še vedno lahko postane najboljši strelec prvenstva. Jutri ima še vse možnosti. Zidek trenutno 92, Ćosić 90, Menon 81, Arestija 79 in tako dalje. Od Amerikancev za sedaj najboljši Silliman z 68 točkami. Srečanje je še vedno prekinjeno. Na semaforu vidimo rezultat, čas, ki je pretekel in ob straneh tudi število osebnih napak pri posameznih igralcih. Samo številke vidite, tako da se ni mogoče točno orientirati. 5 jih ima Ćosić. Kot prvi je odšel v današnjem srečanju z igrišča. Oba trenerja sedaj dajeta navodila, zato imata sedaj nekoliko več priložnosti, kajti srečanje ni prekinjeno zaradi timeouta, ampak na zahtevo sodnikov ali pa morda delegata Mednarodne košarkarske zveze. Gledalci so razburjeni, preveč protestirajo ob morda celo pravilnih odločitvah sodnikov. Še vedno lahko rečemo samo to, da upamo, da bodo gledalci, ki naj sicer čim bolj bučno spodbujajo plave, toliko disciplinirani, da se ne bodo pregrešili proti športnim normam, celo na način, ki lahko ogroža ene in druge, namreč z metanjem ostrih predmetov na igrišče. Jugoslovani sedaj pobirajo drobce razbite steklenice, ali nam je to treba. Če bomo lahko rekli vse najlepše in najboljše o tem prvenstvu, tile trenutki ne služijo v čast Ljubljani in občinstvu, ki je v dvorani, ali pa morda bolje rečeno tistemu enemu, ki je vrgel to steklenico na igrišče. Igralci, oprostite, gledalci so pri tem vsaj nekateri toliko neprištevni, da niti ne računajo, da te stvari pravzaprav škodijo izključno naši reprezentanci.
Mislim, da ne bi bilo prijetno, če bi se srečanje končalo tako, da bi nam zapisali ničlo zaradi prekinjena srečanja. Sedaj tudi povsem uradno obvestilo gledalcem, da bodo v ponovnem primeru takih incidentov tekmo prekinili. To pa seveda najbrž pomeni dokončno izgubo svetovnega prvenstva za Jugoslavijo. In pa seveda res črn madež na 6. svetovnem prvenstvu v Ljubljani in drugih jugoslovanskih mestih. Rezultat je 48-41, preteklo je 6 minut in 29 sekund v nadaljevanju. Pogled na število osebnih napak. Pri Jugoslaviji v največji nevarnosti sedaj Tvrdić s 4, 3 Plečaš in Simonović, 2 Šolman, Čermak in Skansi, 1 Rajković. Hilmen, 2 prosta meta, 48-41. 8. koš Hilmena. Kdo dobi žogo? Žoga za Jugoslovane. 48-42 v 7. minuti. Čermak, Tvrdić, Skansi. Tvrdić, Skansi, Rajković, out za Jugoslavijo. 6 točk prednosti Jugoslavije. Današnje srečanje je 13. srečanje sploh med reprezentancama ZDA in Jugoslavije. Jugoslavija je dobila 5-krat, ZDA 7-krat. Tu so upoštevana srečanja na svetovnih prvenstvih, olimpijskih igrah in prijateljska srečanja. Tvrdić. Škoda. Hilmen je bil najvišji pri skoku. Washington. Washington. Izak. Out v korist Jugoslavije. Tvrdić. Rajković. Koš velja, koš velja. Koš Rajkovića. 4. točka Rajkovića, 50-42 v začetku 8. minute nadaljevanja igre. Brody. Izak. Brody. Izak. Brody. Hilmen. Washington. To je žoga za Jugoslavijo. Zopet se je ta akcija uspešno za naše končala. Še vedno 8. minuta. Tvrdić. Skansi. Čermak. To je osebna napaka, številke 12 pri Amerikanci. To je Izaka, 3. Izakova osebna napaka. Cela serija Amerikancev ima sedaj po 3 osebne napake. Smith pa celo 4. Pri Amerikancih menjava. V igro Wolf, številka 8, iz igre Washington, številka 9. Žogo imajo Jugoslovani, Simonović, Tvrdić. Jugoslovani se nekoliko težko odkrivajo, Amerikanci dobro prokrivajo. Mož na moža, zopet je bila skoraj da priložnost, da odzamejo žogo in kako je dosojeno, žoga vendar še enkrat za Jugoslavijo. Simonović. Čermak. Tvrdić. Simonović. Simonović 4 točke, 52-42 plus 10 v 9. minuti drugega polčasa. Brody, Hilmen. Brody. Wolf. Ni zadev, žoga Simonovića, ki je odlično skočil. Veliko napačnih podaj, to da še vedno pri naših. Simonović. Žoga za Amerikance v 9. minuti, 52-42. Menjava. V igro gre pri ZDA Garfield Smith s 4 osebnimi napakami.
Iz igre pa Izak. Wolf nadaljuje, Brody. Williams. Hillman. Brody. Koš Brodyja. To je prvi zadetek Brodyja, sploh v tej tekmi. 52-44 v 10. minuti. Simonovič. Čermak. Simonovič. Skansi. Brody. Žoga za ZDA. Williams. Brody. Tvrdič. Koš Tvrdiča. Četrta točka Tvrdiča. Rezultat pa je 54-44. Zopet plus 10. Še vedno 10. minuta igre. Menjava pri ZDA, Brody z igrišča. Na igrišču je zopet Washington. Washington vodi žogo. Williams. Washington. Wolf. Čermak. Tvrdič. Simonovič. Osebna napaka številke 9, to je Washingtona. Tretja osebna napaka Washingtona. Pričela se je že 11. minuta, drugega polčasa Jugoslavija vodi z 10 koši prednosti. Hillman je zapustil igrišče, McDonald številko 13 ga je nadomestil. Simonovič. Tvrdič. Skansi. Tvrdič. Simonovič. Skansi. Williams. Wolf. Washington. Williams. McDonald. Smith. McDonald je poskušal še. Washington. Čermak. Tekma je bila seveda že prej prekinjena, ta koš ne velja. Igra se nadaljuje iz avta. Tvrdič. Amerikanci igrajo sedaj zelo tesno obrambo, človek na človeka, in so si že priborili žogo zopet. Washington. Williams. Williams, drugi zadetek iz igre, 4 točke. 54-46. Konec 11. minute. Tvrdič. Skansi. V jugoslovanskem moštvu igra tudi Rajkovič. To so bili koraki. Škoda, koraki. Osebno napako je napravil Skansi. Ne? Roke je dvignil Skansi, to da napaka Rajkoviču. Druga osebna napaka Rajkoviča, 54-46 v 12. minuti igre. Nadaljujejo zopet Amerikanci, pri Jugoslovanih se pripravlja menjava. Jelovac bo šel pozneje na igrišče. Washington. Washington 10 točk, 54-48. Jugoslovanska prednost zopet kopni. Simonovič. Rajkovič. Simonovič. Amerikancem tesno pokrivanje uspeva. Večkrat so se sedaj že priborili žogo. Čermak. Rajkovič. Koš Rajkovič. 6 točk Rajkoviča in zopet 8 točk prednosti ob koncu 12. minute nadaljevanja. Smith.
Ni zadev. Priložnost Wolfa. Tudi Wolf ni zadev. Skansi Simonovič. Mislim, da bi bilo sedaj potrebno igrati čim bolj umirjeno. Igrati tudi malo na čas, na 30 sekund in ne hiteti. Saj teče igra za Jugoslovane prav dobro. Simonovič. Simonovič 6 točk, 58-48 v 13. minuti. Wolf. Izak. Ni zadev. Oddaleč Amerikancem pač ne gre. Simonovič. Igra je prekinjena. Osebna napaka številka 14. Peta osebna napaka Smitha. Garfield Smith z igrišča v 13. minuti nadaljevanja igre dosegel je 2 točki za svojo ekipo. Na vsaki strani sedaj po en igralec zaradi 5 osebnih z igrišča, Ćosić in Smith. Dva visoka igralca, Ćosić 207, Smith 208 cm. Pri Jugoslovanih na igrišču sedaj Jelovac. Jelovac je nadomestil Skansija. Skansija, ki je sedaj nosil pravzaprav eno glavnih bremen v tej tekmi, igral ves čas. Začetek Jugoslavije, Tvrdić. Simonovič. Čermak. Žoga izgubljena, Washington in osebna napaka naše sedmice, to je Rajkoviča. Tretja osebna napaka Rajkoviča. Pričela pa se je že 14. minuta. 13 minut in 3 sekunde igre, 10 točk prednosti Jugoslavije. Brody, Washington. Silliman je sedaj tudi na igrišču, sedaj ima žogo. Williams. Brody. Williams. Washington. Silliman. Ali bo uspel? Mnogo rok in žoga za Amerikance, McDonald. In še tu je Williams. Koš ne velja. Četrta osebna napaka Rajkoviča. Naš visoki center je preprečil zadetek. Bomo videli, kako bo McDonald izvajal 2 prosta meta. 58-48, 13 minut, 32 sekund. McDonald, njegova 7. točka, 9 točk prednosti Jugoslavije. 6 minut in pol do konca srečanja. Pri Jugoslaviji menjava, Plečaš menja Tvrdića. McDonald, še en prosti met. 8. točka McDonalda, 58-50. Simonovič, Plečaš. Čermak, Simonovič. Čermak. Washington. Washington. Silliman. Ni zadev tokrat, McDonald je pobral. Koš ne velja. 5. osebna napaka Rajkoviča. V 15. minuti, ob začetku 15. minute nadaljevanja, Rajkovič z igrišča, 6 točk je dosegel in marsikaj napravil za našo reprezentanco. (58-50) ob pričetku 15. minute igre. Jugoslavija je izgubila že 2 igralca, Rajkoviča in Ćosića s 5 osebnimi, Amerikanci pa Smitha. Minuta odmora na zahtevo jugoslovanskega trenerja Ranka Žeravice. Jugoslovanskem moštvu je prišlo tudi do menjave. Kapidžić je prišel prvič danes na igrišče. Prav tako kaže, da bo nastopil tudi zopet Ivo Danel.
Žogo imajo sedaj Amerikanci. Trenutno je še 6 Jugoslovanov na igrišču in okoli igrišča. Kdo gre še iz igre? Čermak gre še iz igre. Torej, Danev, Plečaš, Simonovič, Kapidžič in kot peti Jelovac. To je sedaj jugoslovanska postava. Slabih 6 minut do konca srečanja. Washington, Williams, Washington, Silliman, Washington, out v korist ZDA. 14 minut, 20 sekund igre v drugem polčasu. Washington, Brody, sam bo poskusil, ni uspel, toda ob tem tudi osebna napaka prva kapetana naše reprezentance Iva Daneva. 14 minut in 24 sekund. Brody, Silliman, Brody, Silliman, kdo dobi žogo? Williams jo je vrgel nazaj do Brodyja. Silliman, McDonald, 10 košev za ZDA, 58-52 je rezultat. Jelovac, Plečaš, škoda te žoge, škoda. Jelovac je tudi že napravil prvo osebno napako. Washington, osebna napaka, številka 13, Plečaš, četrta. Sedaj tudi Jugoslovani kar preveč pridno nabirajo osebne napake. Silliman, Washington, pričela se je 16. minuta igre. Washington, osebna napaka Iva Daneva, druga. 4 minute in 53 sekund do konca srečanja. 6 točk prednosti Jugoslavije. 58-52 za naše. McDonald, Brody, McDonald. Plečaš v proti napadu, naša 13-tica. To bi skoraj da lahko ocenili kot osebno napako, to da sodnika sta menila drugače. Jelovec je šel med tem z igrišča, zamenjal pa ga je zopet Skansi. Silliman. Osebna napaka, kdo? Ivo Danev, tretja osebna napaka. Sodnika sta izredno radodarna pri dosojanju osebnih napak Jugoslovanom. Ne vem, če isto merilo uporabljata tudi na drugi strani. Brody. Simonovič. V koncu gre 16. minuta srečanja. Plečaš. Danev. Simonovič. Danev. Kapidžič. Koš Kapidžiča. Prvi koš iz igre. Zopet smo povečali vodstvo na 8 točk. 60-52. Teče pa že 17. minuta v drugem polčasu. Washington. Tudi koš. 12 točk je dosegel. 60-54. Pravkar 3 minute in pol do konca srečanja. Danev, Simonovič. Danev, Plečaš. Skansi je žogo zgrešil. Škoda. 16-43 v času. 6 točk prednosti. Brody, Silliman. Kdo si je priboril žogo? Niso dosodili mrtve žoge, čudno v tej situaciji. No, in k sreči ni bilo zadetka. Kdo je napravil osebno napako? Pričele so se že tudi zadnje 3 minute. Kaj je bilo dosojeno v tem trenutku, moram priznati, da ni povsem jasno. Ja, sedaj vidimo četrta osebna napaka McDonalda.
Četrta osebna napaka McDonaldu, zato 2 prosta meta Kapidžiča. 2 točki za Jugoslavijo že dosegel, 2 minuti in 59 sekund do konca srečanja. Ne bi rad rekel 2 minuti in 59 sekund do osvojitve prvega svetovnega prvenstva za Jugoslavijo v košarki. Timeout, najbrž so bili to Amerikanci, seveda. Paul Fischer, timeout. Sedaj je že trenutek, ko je treba pritisniti, kajti 6 točk prednosti proti dobremu nasprotniku, razigranemu nasprotniku, kot je danes Jugoslavija, seveda tudi za ZDA ni malo. Treba bo zdržati še nekaj manj, še sekundo manj kot 3 minute. Upajmo, da bo Kapidžič vsaj enega od obeh metov tudi realiziral in s tem zdaj za malenkost povečal našo prednost. Pogled v anale svetovnih prvenstv, ZDA sicer 5-krat na svetovnih prvenstvih, vendar samo enkrat svetovni prvak, leta 1954, 2-krat srebrni, 50 in 59, in Jugoslovani prav tako 2-krat srebrni, 63 in 67. Eden najmlajših v našem moštvu, Kapidžič, 2 prosta meta. Prvič ni zadev. Ostaja pri 60-54. Še en prosti met. Tudi tokrat žal ni zadev. In koš, in koš. Koš Skansija, 14 točk tega odličnega igralca danes. 62-54. Brody. Sedaj samo ne smejo izgubiti živcev. Ne izgubiti živcev v tej situaciji, ko precej visoko vodimo. Kdo je napravil osebno napako? Majhna zmeda. Vsekakor je eden od naših. Kdo? Ne vem, ali je mrtva žoga. Ne, ne, osebna napaka, samo da ugotovimo komu. Rezultat je zmanjšan. To je bil Silimenov 15. koš. In 16. koš Silimena. (62-56) Ivo Danil. Najbrž je prišlo sedaj v naši statistiki do malo zmede, to da boste nam morda vendarle oprostili v teh razburljivih trenutkih. Ivo Danil, veliki strateg našega moštva že na toliko velikih tekmovanjih. Ivo Danil. Koš, koš. Najbrž eden zelo pomembnih košev na tej tekmi. 64-56, 2 minuti in 13 sekund do konca srečanja. Pravzaprav že teoretično dobljena tekma. Sedaj jo velja dobiti še praktično. Washington. To je najbrž osebna napaka. Ivo Danil, 4. osebna napaka, napravljena nad Washingtonom. 2 minuti in 2 sekundi do konca srečanja. Jugoslavija pa vodi z 8 točkami prednosti. Prednost bi morala zadoščati za zmago v tej tekmi in za osvojitev svetovnega prvenstva. Washington prvič ne zadene. Še en prosti met Washingtona, ki je v tej tekmi dosegel 12 točk. Tokrat zadene 13. točka in 64-57 plus 7. Simonovič, Danil. Simonovič. Danil. Amerikanci sedaj igrajo seveda precej riskantno, kajti tako tesno pokrivajo naše, da bodo morda ti kdaj prišli do dobrega protinapada. Čermak. Simonovič. Izredno tesno pokrivanje. Kaj bo sedaj? Kapidžič. In to je osebna napaka. Williamsova osebna napaka, druga. 18 minut je preteklo in 22 sekund do konca srečanja. Mislim, da niti ni več teorije, ki bi dovoljevala zmago Amerikancev v tem srečanju. Če ne bomo po neumnem izgubljali žoge, in to se verjetno večkrat ne bo zgodilo, potem smo svetovni prvaki. To se lahko v tem trenutku že reče. Naj bo kakorkoli, 7 košev prednosti se v 1 minuti in pol ne da več nadoknaditi. Čermak Danil.
Čermak, to je osebna napaka, seveda. McDonaldova osebna napaka. Peta osebna napaka McDonalda v 19. minuti igre. 10 košov je dosegel in gre kot drugi Amerikanec z igrišča. Minuta in pol, točno minuta in pol do konca. Naši seveda ne mečejo prostih metov, edino pravilno. Druge taktike tu ni, žogo zadrževati in srečanja ni več mogoče izgubiti. Gledalci v dvorani so seveda povsem navdušeni, kajti zlato, prvo zlato na svetovnih prvenstvih je za Jugoslavijo osvojeno. Naši v napadu, kaj je sedaj le dosvojeno? No, naj bo dosvojeno, spet lahko rečemo, karkoli, vodimo še vedno s 7 točkami prednosti, 64-57, žoga za Jugoslavijo. Simonović. To je bila prva napaka, Hilman. Hilman še enkrat in Hilman koš. Hilman, 10. zadetek, 64-59. In pa še Simonovićeva osebna napaka. Minuta in 20 sekund do konca srečanja. Osebno napako je napravil Prodi. Prodi, četrta osebna napaka. Sedaj pa Jugoslavija meče proste mete, seveda. Sedaj se nam kaj posebnega pripetiti ne more več. Minuta in 17 sekund do konca srečanja. Dva prosta meta ima na voljo Simonović, ki je doslej dosegel 6 točk za Jugoslavijo v tem srečanju. Minuta in 17 sekund do prve zlate medalje Jugoslavije na svetovnih prvenstvih. Simonović, dva prosta meta. Najbrž bi bilo bolje, če bi enkrat ali dvakrat zadel, ampak najbrž je že tudi vseeno. Kajti 7 točk in premalo časa za Amerikance. 7. točka Simonovića, 65-59. Še en prosti met. Ni zadev, ampak za nas. Kapidžić si je priboril to žogo. 1 minuta in 13 sekund do konca srečanja. Osebna napaka Kapidžića. To je njegova prva osebna napaka. Amerikanci imajo na razpolago dva prosta meta. Sedaj velja ta taktika. Enkrat zadeti, drugič vreči namenoma v obroč, da se žoga odbije, da se dosežejo 3 točke iz 2 veliko teoretičnih točk pri prostih metih. Hilman je strelec. Hilman 10-krat zadev v tej tekmi. 65-59, prvič zadene, to je 11. točka, to je 65-60, minuta in 13 sekund do konca srečanja. Drugič pravzaprav ne bi smel zadeti. Točno, seveda, Čermak. Toda žoga je naša, to je tisto, to je tisto. Osebna napaka zopet eden od Amerikancev in sicer številka 11. To je Wilmore, ki je malo predtem vstopil v igro, prvič na današnji tekmi, to je eden slabših ameriških igralcev. Dva prosta meta zopet za Jugoslavijo, pa minuta in 8 sekund do konca srečanja. Dva prosta meta ima Čermak. Doslej je dosegel za Jugoslavijo 5 točk. 6. točka. 66-60. Minuta odmora. Kdo? No, zopet bom nekoliko neresni in bom rekel vseeno kdo. Minuta odmora na zahtevo jugoslovanskega trenerja Ranka Želavice, ki bo danes s svojimi 12 fanti dosegel največji uspeh jugoslovanske košarke v razmeroma kratki zgodovini tega športa v naši državi. Gledalci so sedaj seveda od sekunde do sekunde vedno bolj navdušeni. Sedaj mislim, da je tudi največjemu pesimistu jasno, da te tekme in da tega svetovnega prvenstva ne moremo več izgubiti. Jutri imamo sicer še srečanje s Sovjetsko zvezo, toda ta rezultat ni več pomemben. Tudi ob porazu proti Sovjetski zvezi je Jugoslavija svetovni prvak na 6. svetovnem prvenstvu v košarki. Tokrat nismo zadeli do konca srečanja, pa minuta in 6 sekund. Wilmore, Silliman.
Zopet naša žoga, zadnja minuta tega velikega srečanja. Simonovič, Čermak, Danev, velja zadrževati žogo, vendar je metal in zadev. 4 točke Ive Daneva in 68-60. Do konca srečanja še točno pol minute. Hilmen je pograbil žogo in zopet naši. Osebna napaka, kdo? Simonovič. Da, Simonovič je napravil svojo 5. osebno napako v zadnji minuti igre. Mladi igralec s 7 zadetki odhaja z igrišča, odlično je opravil svojo nalogo, tako kot vsi ostali naši. Hilmen ZDA ima na voljo 2 prosta meta, do konca srečanja pa je samo še 27 sekund. Jugoslavija je svetovni prvak 1970 v Ljubljani. 68-60. Vsi gledalci so sedaj na nogah, seveda tudi mi, kajti sicer preprosto ne vidimo več na igrišče. 27 sekund. Za Amerikance so dolge, za nas pa ne bodo predolge. Drugače bi bilo, če bi vodili z 1 točko prednosti, to da vodimo z 8. Hilmen. 68-60 ostaja. Tokrat zadene, 12 točk je dal, 68-61. 25 sekund do konca srečanja. Igra je že prekinjena pred tem. Kdo je napravil osebno napako? Ne vem, kdo od Amerikancev, zgleda Wilmor. Wilmorova druga osebna napaka. Do konca srečanja pa točno 24 sekund. 2 prosta meta ima naša 13-tica Plečaš. 10 točk za Jugoslavijo je doslej dosegel. Osem in 61 je rezultat. Devetinšestdeset, 61. Amerikanci so zopet zadeli. 69-63. 11 sekund do konca, 10 sekund do konca srečanja. Plečaš. Zopet igra prekinjena. Ne vem, kdo je sedaj grešnik pri Amerikancih, zopet Wilmor. Wilmor je na igrišču za to, da dela osebne napake. Do konca srečanja pa je 6 minut. Oprostite, 6 sekund. Tale napaka, moja v tem primeru, seveda bi lahko veliko pomenila. Pomenila bi lahko, da nismo svetovni prvaki. To, da ker je 6 sekund, smo svetovni prvaki. Plečaš še 2 prosta meta. Ostaja pri istem rezultatu. Mislim, da mu ne bomo zamerili v tem trenutku, če ni zadev. Prav vse eno nam je za ta koš, za to 1 točko. 69-63 za Jugoslavijo. 6 sekund do konca srečanja. Pri Jugoslaviji menjava, sedaj bojo imeli, jaz mislim, tu tisti, ki so za to v dvorani, da delajo red, posla čez glavo. Kajti vsi gledalci so na nogah in ne vem, kako bodo preprečili, da ne bodo prodrli na igrišče. Zadene 70-63. 70-63. In sirena. Zadnja sekunda je pretekla. Jugoslavija je zmagala s 70-63. 70-63 za Jugoslavijo in Jugoslavija je svetovni prvak. Poglejmo še strelce naših. Takole so igrali. Rato Tvrdič 4. Ljubomir Simonovič 7, Vinko Jelovac danes brez zadetka, potem Trajko Rajkovič 6, potem Aljoša Žorga, ki danes ni igral, potem Kapičič 2, potem Ivo Danev 4, potem Krešo Čosič 11, potem Damir Šolman 4, potem Plečaš 12, Čermak 6 in Skansi 14 točk. Ne vem, če nam bo uspelo, tako kot smo sedaj predvideli, napraviti še kratke razgovore ob uspehu Jugoslavije na tem 6. svetovnem prvenstvu v košarki v Ljubljani. Morda nam bo to le uspelo, kajti tu v dvorani vse narobe. Ne vem, če bomo koga lahko pripeljali pred naše mikrofone in če bo kolega Milto Trefalt uspel napraviti razgovor.
bo nič, morda še poskusili, no gre. Pokazali na ovoj borbenosti, to je isto bili svi svedoci. Ranko, najljepša hvala. Ovdje kraj nas je i Simonović, molim vas, ja ne znam da li ćete ga čuti u ovoj galami. Ja bih rekao da sam stvarno uzbuđen i oduševljen sam, mislim, ovo je ipak nešto nevjerovatno za mene, najveća pobjeda koja je do sada koja je bila iza nas uopšte. Nevjerovatno sam radostan, mislim, teško reći sad u ovim momentu je bilo. Svim košarkašima i svim vama, dragi gledalci, čestitamo ovaj uspeh. Še jedan iz naše reprezentance, Vinko Jelovac. Vinko, kako se vi počutite? Zelo sam srećan, najsrećniji u životu. To je moj najlepši dan. Vinko, čestitam vam še enkrat v imenu vseh gledalcev Jugoslovanske televizije. Drage gledalke in gledalci, oprostite, da vse v takem prerivanju kaže, da ne bo šlo več. Jugoslovanski košarkarji so torej osvojili prvo mesto na svetovnem prvenstvu. Še Skansi, kaj želite povedati jugoslovanskim gledalcem? Sada ne mogu ništa da kažem, sam toliko umoran da ne mogu ništa da kažem, ali u svakom slučaju bit će prilike da se još nešto izjavi. Sada mogu kazati samo da sam strahovito srećan. Hvala lepa, srečni smo tudi vi in vsem smo vam zelo, zelo hvaležni. Drage gledalke in gledalci, toliko torej v našem prenosu svetovnega prvenstva. Še predsednik organizacijskega odbora Stane Dolanc. Presrečen sem, zlato medaljo bomo dali za rojsten dan tovarišu Titu. Hvala lepa, drage gledalke in gledalci, še enkrat lep pozdrav iz dvorane Tivoli in lahko noč. Premagala pa je italijansko reprezentanco z rezultatom 66-63, Češko-Slovaško z 89-77. Premagala je reprezentanco Urugvaja s 63-45, reprezentanco Združenih držav Amerike s 70-63 in reprezentanco Brazilije z 80-55. To je končna razpredelnica, po kateri je Jugoslavija z 11 točkami osvojila naslov svetovnega prvaka. Brazilija je z 10 točkami na drugem mestu. Na tretjem mestu je Sovjetska zveza, ki ima prav tako 10 točk. Vendar zaradi enakega števila točk odloča o vrstnem redu medsebojno srečanje, tega pa je dobila brazilska reprezentanca. Brazilija je namreč Sovjetsko zvezo premagala 66-64. Na četrtem mestu je reprezentanca Italije, ki ima prav toliko točk kot reprezentanca Združenih držav Amerike, 9 točk. Vendar v medsebojnem srečanju je prav tako bila boljša Italija z rezultatom 66-64. Združene države Amerike so na 5. mestu. Na 6. mestu je reprezentanca Češko-Slovaške, ki ima 8 točk, in na 7. reprezentanca Urugvaja s 6 točkami. Torej izredno velik uspeh naših sosedov Italijanov, ki so se uvrstili na 4. mesto, in razočaranje Združene države Amerike, kljub zelo močni ekipi na tem svetovnem prvenstvu, šele 5. mesto. Tivoli prihajajo reprezentance po vrstnem redu, kakor so se uvrstile. Najprej reprezentanca Jugoslavije, ki je osvojila prvo mesto. Pred sovjetsko zastavo je šla brazilska, to je Brazilija druga, Sovjetska zveza tretja.
šesta reprezentanca Italije. Italija, ki ni dosti manjkalo, da ni izpadla že v kvalifikacijah. Peto mesto reprezentanca Združenih držav Amerike. Šesto mesto Češko-Slovaška. Sedmo mesto Urugvaj. To je prvih 7 reprezentanc z A turnirja v Ljubljani. Za reprezentancami prihajajo, iz Ljubljane prihajajo na turnirju v Skopju, svojo nalogo zelo dobro opravili in se prav tako proslavili kot reprezentanca. Drage gledalke in spoštovani gledalci, prosimo vas, da z minuto molka počastimo spomin jugoslovanskega igralca Radivoja Korača, spomin Ivana Raposa, podpredsednika Brazilske košarkarske federacije in generalnega sekretarja FIBE, ter Enca Sovitija, jugoslovanskega trenerja, ki so bili v preteklem letu iztrgani iz svetovne družine košarkarjev. Madame et messieurs, nous vous prions d'observer une minute de silence à la mémoire du joueur international yougoslave podpredsednika FIBA in predsednika Brazilske košarkarske federacije Ivana Raposa. Et secrétaire général adjoint de la FIBA, et le traîneur yougoslave Enzo Soviti, qui ont été enlevés à la famille du basketball mondial pendant l'année qui vient de s'écouler. Slava jim. Predsednik Mednarodne košarkarske federacije, Egipčan Vahbi, generalni sekretar FIBA William Jones in predsednik mednarodnega oziroma predsednik organizacijskega komiteja svetovnega prvenstva v Ljubljani Stan Plan bodo podelili medalje. Naslov svetovnega prvaka je osvojila reprezentanca Jugoslavije. Jugoslavija je uradno proglašena za svetovnega prvaka na 6. svetovnem prvenstvu leta 70 v Ljubljani. To je kapetan naše reprezentance Ivo Danev. Predsednik FIBA Vahbi je
Pokal izročil in zlata odličja dnevu bosta podelila pokal. predsednik Mednarodne košarkarske federacije gospod Abdel Monein Vahdi in predsednik organizacijskega komiteja košarka 70 tovariš Stane Dolan. Winner and world champion is Yugoslavia. The cup and the gold medals will be presented by the president of International Člani Basketball jugoslovanske Federation, reprezentance Mr. Abdel Monein prihajajo Vahdi, and the chairman of the po organizing medalje. committee of